Vsako leto skozi naše uredništvo zapelje okrog 200 različnih vozil in čeprav si za vsako vzamemo dovolj časa in ga tudi zapeljemo z enako mero zanimanja, za odkrivanje prav posebnih malenkosti včasih ni časa. Pa je po svoje škoda, ker znajo danes avtomobili uporabniško izkušnjo dvigati na višji nivo ravno s skritimi domislicami. Ne vsi, nekateri pa, in lep primer je prenovljena Fordova Puma, ki rešuje nekatere težave, za katere najbolj sploh niste vedeli, da jih imate. Čeprav je bila ravno kar prenovljena, je ena njenih najboljših domislic zadnje generacije ostala in to je dvojno dno. Sej dvojno dno ima danes praktično vsak avtomobil, ampak ne takšnega in ne toliko uporabenega. Tale spodnji del, pravzaprav tale ogromna luknja, je iz plastike in jo je mogoče tudi očistiti. Če, na primer, vam vržete kakšne umazane čevlje. Ful super stvar. Enkrat smo ta prostor uporabili že zato, da smo noter dali pijačo, pa okrog nje led. Ja, no, pač je bilo vroče, a ne? Fajn je pa zato, ker potem te umazane čevlje lahko čisto enostavno splaknem kar tukaj le. Spodaj je čep, skozi katerega potem to umazano vodo lahko tudi spustim ven in si mi sploh kaj dosti ni treba mazati rok. Tudi vrečo umazanega krompira ali pa nešteto ostalih stvari lahko daste sem noter, pa potem prostor enostavno očiste. Sam ne pozabiti na te stvari, ki so tukaj noter. Si predstavljam, da če bi kakšne ribe stale en teden, bi bilo kar grozen. Čevlje sem dal pa prej ven, ker so od moje, pa da mi ne bi preventivno. Druga stvar je ozvočenje. Zadnje čase soundbar takole na vrhu armaturne plošče postaja vse bolj priljubljen in Puma ni edina z njim, je pa fajn zato, ker je ta zvočnik lepo usmerjen proti sprednjima dvema potnikoma in špila precej hudo. Ga priporočam, če si občasno radi privoščite malo glasbene norije. Predvsem pa ni edini, so še ostali zvočniki v avtu, ta je samo pač pika na i, da je zvok res dober, ker je tudi zvočnik velik. Bo pa zvok dober samo, če si ga boste nastavili po svojih željah, ker pa včasih ni toliko lahko. Audiofili točno vem, da veste, kaj pomenijo megaherci in kako se nastavlja v bistvu visoke tone, pa nizke in tako naprej. Večina ostalih uporabnikov pa samo naslepo premika tele drsnike in upa na najboljše. Ampak tudi tukaj ima Ford eno super rešitev, ki se ji reče Beosonic in namesto teh drsnikov je potem uporabniku na voljo en takle krog, po katerem se premikate s prstom in takoj slišite razliko. Evo, meni ta način relax ni toliko všeč, ker se mi zdi, da glasba potem zveni kot v enem sodu. Evo primer. In mi je veliko bolj super bright. Takole. Hočem reči, čist simpel, takoj boste slišali spremembo in nastavili zvok po svojih željah. Danes morajo avtomobili piskati in opozarjati na preseganje omejitev, recimo, da se s tem nekako strinjam, vseeno pa je zelo tečno. Kogar to moti kot mene, je potem še bolj tečno vsakič znova izklapljati te stvari pa brskati po menijih, da pridemo sploh do prave funkcije. S tem pa smo seveda tisti čas manj pozorni na cesto. Tukaj k sreči samo pritisnem in zadržim tole stikalo na volanu, pa se eden najbolj tečnih modernih sistemov izključi. Sem skoraj ziher, da večina voznikov Pume ni vedela, da ima tukaj le tole bližnjico. Se ni treba zahvaliti, je že v redu. Mimogrede, tudi dvojni pritisk na tole stikalo tukaj zraven, pa se izključi še en tečen sistem in sicer lane assist. No, tega pa jaz dejansko ne maram in ga tudi ne zagovarjam, ker velikokrat vleče volan po svoje in je nadležen, ne pa v pomoč. No, skratka, ni panike, dva pritiska tukaj, pa je zadeva rešena. Pa še dve fini stvari. Prva je ogrevan vetrobran, dovolj je pritisk na stikalo, pa 2 minutki potrpežljivosti, pa se bo steklo samo odtalilo, ne bo treba nič praskati po njem. Druga je pa Easy Fuel, kot so pri Fordu poimenovali sistem, kjer ni treba odpirati nobenega dodatnega pokrovčka, predvsem pa je tudi tale odprtina oblikovana tako, da sploh ne morete natočiti napačnega goriva, ker v tem primeru dizelska ročka sploh ne gre sem noter. Zdaj, če vsak dan vozite isti avtomobil, je verjetnost, da se boste zmotili majhna. Poznamo pa primere, ko se, recimo, ko gre človek v tujino, pa so tam te ročke drugače obarvane. Lahko hitro pride do napake. Enostavne rešitve za lažji vsakdan z avti. In to so tiste stvari, ki naredijo razliko, zaradi katere so vam nekateri avti bolj všeč, drugi pa malo manj.